Konj je ena od najpomembnejših domačih živali, saj človeku že od nekdaj služil za jezdenje in vprego. Reja konj je bila nekoč še posebej pomembna zaradi delovnih opravil na kmetiji, kar je odpravila šele mehanizacija. Konj se odlikuje zlasti po svoji moči in vzdržljivosti in v Evropi so ga poleg osla in mule uporabljali kot tovorno žival. Na freski Svete nedelje iz Crngroba tako vidimo belega konja, ki ima okoli trupa z vrzvjo privezani vreči moke in jo tovori v mlin. V prizoru lova na sivcu jezdi mlad plemič, ki ima okoli gležnjev nameščeno srebrno ostrogo, zvezdasto pripravo za spodbadanje konja. Delno pa je ohranjen prizor, na katerem dva moža ravno podkujeta konja. Mož na levi si je na stegno prislonil konjsko nogo in jo pridržuje moškemu na desni, od katerega so ohranjene le roke in v levici drži kladivo. Konj je kot tovorna žival upodobljen še na sliki Iveta Šubica Kurirji. Konjevo breme je tako težko, da se žival vidno napreza. Hrbet ima sključen, teža mu glavo vleče k tlom, njegova enozoba usta pa so zamrznjena sredi nemega rezgeta, ko se vleče po tihi, zasneženi pokrajini. Kot bojne živali so bili konji pomembni že za časa starih Perzijcev, Grkov in Rimljanov, ki so jih vpregli v bojne vozove. Med bojevniki na konjih, ki so gnali strah in trepet v kosti, so bili najbolj znameniti Huni, Mongoli in Turki. Konji so bili eden od odločilnih faktorjev, da so bile nekatere dežele v celoti uničene, konjenica pa je bila še do druge svetovne vojne najpomembnejši del vsake vojske. Divji napad turških jezdecev na temnih konjih je uprizorjen na risbi Hinka Smrekarja Turki so v deželi iz 30 let prejšnjega stoletja. Nekateri konji so že izgubili svoje jahače, eden od njih pa celo ranjen leži sredi travnika. Medtem ko se ena noga jezdeca še oklepa sedla, žival steguje glavo proti nebu, kot da bi kriknila od bolečine. Kot jezdna žival je bil konj dolga stoletja privilegij višjih bogatih slojev, vladarjev in celo bogov, kar potrjuje tudi njegova simbolika. V mitologiji številnih kultur so namreč konji imeli zelo pomembno vlogo kot vlečne živali sončnega voza. Beli konji tako simbolizirajo nebeško svetlobo, pa tudi svetlobo razuma in intelekta ter duhovno lepoto in čistost. Konji so neločljivo povezani še s kavalirji, plemiči in še posebej z vitezi, katerih glavna lastnost je bila ta, da so jezdili. Najbolj znani vitez v krščanstvu je gotovo sveti Jurij, ki je tudi med najpogosteje upodabljenimi svetniki nasploh. Ta vitez iz Male Azije, ki je živel v 4. stoletju našega štetja, je postal zavetnik vojščakov, pri nas pa mu je posvečena tudi župnijska cerkev v Stari Loki. Legenda pravi, da je pred zmajem, ki je ustrahoval vso deželo, rešil kraljevo hčer, pošast pa ubil sulico. Na zahodu je tradicionalno upodobljen z belim konjem, ki je tudi njegov prepoznaven atribut. S konjem je povezan tudi sveti Aloj, zavetnik hlapcev, zlatarjev in kovačev. Najbolj znana legenda o njem pravi, da je nekoč nemirnemu konju, ki se ni dal podkovati, snel nogo, jo podkoval, potem pa čudežno namestil nazaj. Aloja prepoznamo po škofovskih oblačilih, kovaškem orodju in sneti konjski nogi, ki jo je ravno podkoval na nakovalu, kar pa si radovedno ogleduje beli konjiček na levem robu slike. V baroku so bile zelo pogoste krajine, živalske podobe in tihožitja. Slike, kot je Popotniki v gorski pokrajini, na kateri je v prvem planu upodobljen osedlan bel konj, so bile v prvi vrsti namenjene opremi zasebnih prostorov naročnikov. V tem obdobju so bile sploh priljubljene upodobitve konj, še posebej konjeniški portreti, ki so obdržali simbolični pomen bogastva in moči.